Vesel sem, da so se zbrali spet tukaj. Malo bomo imeli danes malo drugače. Imeli bomo dobre misli, ki so sestavili naši verniki. Se pravi, prebrali bomo od 90 odgovornih, povabili bomo tudi druge, da prebirajo malo. Pač probali bomo eno lepo mašo narediti. Tako da je, tudi upam, da se bojo napadi na našo cerkev nehali, da bomo lahko v miru svojo vero izražali. In to je to. Prišla sem, ker mislim, da je to prva in edina vera, ki me je v bistvu prepričala, ki mi ne obljublja nobenih čudežev, ampak je osnovana na nekih realnih dogodkih, katerim sem bila jaz tudi priča. In se mi zdi, da ima še dolgo prihodnost in da bo še zelo veliko vernikov. Zakaj sem tukaj? Prišel sem na sveto mašo, svojo prvo sveto mašo. Končno ena cerkev, kateri lahko zaupam. Ljudje, s katerimi se lahko odkrito pogovarjam, pa razumejo moje probleme. To je prva zadeva, pa ja, valjda, pomagati tistim, ki rabijo pomoč, se pravi, obleke, hrano za tiste, ki rabijo te stvari. Tukaj sem v bistvu zato, ker mi je mar in zato, ker sem žalostna, ker tokim ljudem več ni mar, da se nekateri ljudje, ki upravljajo pravzaprav z našimi življenji, z našo državo, resnično norčujejo z ljudi. In zelo si želim, da bi se to spremenili in želim si, da bi spet radi živeli v Sloveniji. Zakaj smo tukaj? Zato, da bi nam bilo jutri boljše, pa ne samo nam, ki smo tukaj, ampak vsem ostalim, predvsem mladim, ki rabijo zaposlitev, stanovanja, brezplačne šole in tako naprej. Očitno ta naša gospoda tam nečez v parlamentu nima posluha za te stvari, ker poglejmo, koliko mladih, ki se izšola, namesto da bi jih zaposlili, odhajajo v tujino na delo. Najprej bi pa predlagal, da malo zvonimo z našimi milozvočnimi zvonci, ponvami in piskri. Hvala. Je v Sloveniji je menza pri najbolj mastnem koritu, slovenski parlament, gnob! Naj presodi piskar in lonec, da tega stanja bo kmalu konec. Sestra Mateja. Misel brata Aleksandra. Želim, da se zgodi čudežev bank in vseh 90 odgovornih v dobrodelne namene nameni eno svoje oblačilo, en svoj tedenski nakup hrane, eno svojo plačo z vsemi dodatki. Vem, da bi z lahkoto preživeli brez tega. Manjšina vladajoča, Sloveniji se obeta toča, z neba se usuda bo pravica, Slovencem najbolj znana ptica. Spreglejte, preden bo prepozno in požre vas Božje brezno. Sestra Barbara. Vsem 90 varuhom hrama korupcije želim še vsaj en mandat, ki so nam neizčrpan vir navdiha in svetla luč na koncu tunela. Če ne bi bilo njih, se ne bi imeli proti čemu boriti. Brat zvone. 90 odloča vas. Ne menite, da je to večine glas. Da v zmoti ste sporočamo. Resnica kmalu vzklila bo. Takrat deležni boste odrešenja in blagoslovljenega odzvonjenja. Parlament ni vaš peskovnik in ljudje niso potičke, brat Franc. Brata Aljoša, želim, da se nekega jutra zbudimo v milem zvoku bong, bong, bong in uzremo v dnevnem časopisu članek o tem, kako so vsi odgovorni pravično kaznovani in vse nagrabljeno imetje vrnjeno narodu. Da lahko preberem, kako lahko vsi, od čistilke pa do frizerke, dostojno živimo od pošteno zasluženega denarja, ker so odgovorni uredili javne službe in sprejeli zakonodajo, po kateri so plače obremenjene le 60% davkom in prispevkom. Brat Aleksandar. Dragi moji verniki, pred nami so 90-ti, v hramu te korupcije hlinijo ves čas svetnike. Naj hudič vas ne zavaja, zunaj je uboga raja. Pogreša dostojanstva čas, ko je človek še imel svoj glas. Upanju na boljše čase naj zvenijo svete maše. Sestra Barbara. Želimo vsem 90 odgovornim, da jih razsvetli zvon
in da spoznajo, da denar ni Bog. Voljeni prijatelji, uprite v daljavo svoje oči, kjer ogenj solidarnosti že tli. Nevernikom vsem sporoča, da bliža se huda toča. Pobila zobo in pohlep, da v begu videl se bo samo še rep. 90 zvonil bo zvonec in naznanil njihov konec. Sestra Barbara. Spoštovani, sedanji in bodoči poslanci ter vsa spremljevalna klika, ki sodi zraven. Prosim vas, da odprete oči in srca ter pogledate v ogledalo, ki mu rečemo Slovenija. Videli boste prizore nesreče in obupa, nezaupanja in medsosedske sovražnosti. Videli boste utujene in nemočne. Naj vam zvon podari modrost in uvid. Drugače bi se uteknilo zgoditi, da bo ljudstvo volilo ali babo, ter bi tako imeli le 40 lopovov na mesto do 50. Zavedajte se, da sreča ni sreča, če je nimate s kom deliti. Pa se naprej igrajmo mal, dokler se nam bo še dal. Je pa razlika od manjšine, da čas večini hitreje mine. Ves čas ukvarjamo se s preživetjem, oni pa le svojim imetjem. Sestra Barbara. Dobra misel brata Aljoša. Vsem 90-im želim le zamenjavo vlog s poštenimi in delovnimi ljudmi, ki s poštenim delom ne morejo preživeti sebe in sebe bližnjih. Dobra misel brata Aljoša. To so 90-ti. Kaj naj z njimi le počnemo, da bo zakonito in pošteno? Namenimo jim odpuščanje, če takoj opustijo sranje. Ker upati na to res ni, naj zvonec sveti jim zvoni. Sestra Barbara. 90 razlogov je, zakaj naša država ni obljubljena dežela. Brat Rok. Po dobrih mislih predlagam, da se posvetimo zvonjenju, blagoslovljenim zvonom, iskri in polnom. Zvon. Lepo je bilo, da smo se zbrali, lepa maša je bila. Jutri ne pozabiti, imamo na našem svetem hribu v Sobotinu, imamo blagozvonjenje vseh udeležencev. Po jutrišnjem imamo blagozvonjenje vseh udeležencev protifašističnega marša. Naslednji teden bomo zbirali darove za naše modre angele, ker dali smo vlogo, da bo vaš nadsvečenik Rok predstavnik v policiji. In pač se mi zdi spodobno, da prvo ob obletnici tega, oziroma obletnici dogodka, ko smo oddali vlogo, da prve prostovoljne prispevke damo tudi za modre angele, ker si zaslužijo, ker tudi so dejansko brez gum, brez plač bojo ostalim benzinom. Zato bomo zbirali gume, kdor ima gume pravih dimenzij, primerne bomo odpeljali modrim angelom. Hvala vam še enkrat vsem, ki ste prišli na mašo, hvala vsem, ki ste darovali. Naslednji teden ob istem času se vidimo.